Čakajo nas res težki časi, tako danes ljubljanski župan Zoran Janković se bodo v začetku januarja začeli prenavljati železniški nadvoz na Dunajski cesti. Potovalni čas se bo Ljubljani v smeri sever-jug po napovedih Jankovića podvojil. Grozni časi bodo celo leto, to zdaj kar povem. Težki cajti za vse Ljubljančane in Ljubljančanke, pa vse tiste, ki se v Ljubljano vozite, se pravi bo cela Slovenija stala. Potovalni čas, kot je rekel gospod župan, se bo podvojil, se pravi, če je bilo do zdaj 2-3 urce, se pravi, ko se je promet popolnoma zamešil, zdaj to je 4-6 ur. Kaj pa je to, dajte na mir. To je lih dosti cajta, da pregledate Facebook pa Instagram timeline. Če bili pa prej doma, bi pa to doma počeli. Ne mi reči, da ni res. Zdaj smo si popolnoma na jasnem. Alenka Bratušek nas spomni, da so razlogi za to jasni in predvsem veliki. Kot sem pa že uvodoma rekla, bo pa, ko bo to končano, to res eden od lepših projektov v tem delu Evrope. Ja, poleg Stožic pa te stvari, ki so jo zgradili na Celovški, to bo tretji najlepši projekt v Evropi. Tudi če sešteješ vse provizije, bo to gotovo en najlepših projektov v tem delu Evrope. Jaz o tem ne dvomim. Je bil pa na tiskovni konferenci, kot boste videli, župan Janković zelo burkaško razpoložen. Ker veste, najn odnos je zelo specifičen, ne, gore, dole, ne, bi rekel, pa dole, gor, ne, tako da malo da vas ne smejim, ne, kakor želite, ne, ampak zdaj vidite, se pogovarjava, ne, tako da, ne, treba povedati, če pa še ministrstvo zabrala tiste 2 milijarde za poglobitev železnice, ne, kakšen bi še takrat odnos mi domela? Gospod Kovinska je spustil po prometu. Naredil bom pa kurs, če bojo rabili pomoč, bom njim pomagal v križišču, ne. Sam hočem tako lepo uniformo imeti. Pa se prav razložil. Ta jezik je vsi razumel, če ne začnete vi razlagati, ne, tiste vaše višinske kvote, pa to, kar ste imeli narisali, smo vse vam pobetali. Ja, veš, da ne. Samo klop se. Samo ne, samo bomo popravili. Če se le da ne z avtom, če se le da več v avtu, pa predvsem brez telefona, pa brez računalnika, brez šminkanja, ali tudi moški se šminkajo, ne, da bi kdo mislil, kaj narobe, ne, tam ne, mi smo odprta družba. Mal je manjkalo, pa bi se priklonil na koncu, ste videli? Se še to mogel narediti. V glavnem, ljubljanski župan je priznal, da se šminka in da s tem ni nič narobe in da smo odprta družba in prav je tako, jaz tudi tako pravim. V nekaterih poklicih je to obvezno. Se moraš našminkati. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.